Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Korobca Slovenska Bistrica je preteklo sredo v knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica organiziralo predavanje o rodbini Herberstein na Slovenskem. Predaval je dr. Matjaž Grahornik iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. Herbersteini pripadajo staremu plemstvu, saj so v virih izpričani že od konca 13. stoletja. Ko govorimo o njih, moramo imeti pred očmi dejstvo, da je bilo njihovo rodbinsko drevo široko razvejano. Za voljo tega ter zaradi obsežnosti in razpršenosti arhivskega gradiva so bili Herbersteini donedavna deležni pretežno parcialnih raziskav, ki so bile deloma pomanjkljive oziroma netočne. Na Slovenskem so člani te rodbine delovali od konca srednjega veka do začetka 19. stoletja in pozneje od druge polovice 19. stoletja do konca druge svetovne vojne. V Slomškovem domu v Slovenski Bistrici je minulo sredo potekal Miklavžev koncert Big Banda Slovenska Bistrica, ki ga sestavljajo profesorji glasbene šole, njeni bivši učenci, zdaj odlični glasbeniki, ter prijatelji, improvizatorji priznanih evropskih džezovskih univerz, pod taktirko dirigenta Jerneja Senegačnika mlajšega, prav tako bivšega učenca in zdaj profesorja na bistriški glasbeni šoli. V programu so izvedli skladbe swinga, latino džeza in pop džeza, skratka skladbe za širok krog poslušalcev. Na koncertu, ki ga je organiziral Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, so kot gostje nastopili uveljavljeni vokalisti Teja Pančič, Mike Orešar in Tomi Baron. Through the snow in one horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, my oh my, the snow. Bring your coats and hats and your little warm cap. I got my horn to keep me warm. We have got no snow. You have got no snow. Down in Mexico, sit on land all day, hear the music play. Every time we sing, tequila glasses ring. Jingle, 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 jingle.
Lani je minilo 30 let, ko so takratni pripadniki teritorialne obrambe, miličniki in vsi, ki so nudili pomoč, aktivno sodelovali v vojni za Slovenijo in prispevali k osamosvojitvi Republike Slovenije. V ta namen je vlada izdelala spominsko medaljo. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica je vse živeče osebe, ki so sodelovali v pripravi, razglasitvi, obrambi in vzpostavljanju državne suverenosti in jim je bil priznan status vojnega veterana ob 30. obletnici samostojne neodvisne Slovenije, povabilo na svečano podelitev spominskih medalj. Svečana podelitev je minulo soboto potekala v veteranskem centru Brinje. Po pozdravu predsednika območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica Mirana Krušiča je zbrane nagovoril župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. V kulturnem programu so nastopili učenci in učenke osnovne šole Zgornja Ložnica in vokalna skupina Vivere. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so minuli ponedeljek gostili predavanje z naslovom Kako ukrepiti imunski sistem s pomočjo zelišč iz zelene lekarne. Predavala je zeliščarka Metka Cesar iz Maribora. Med drugim je predstavila recept za lovorjev sirop. Osnovni recept je tako, da v 2 deci pa pol vode damo 6 lovorjevih listov in pustimo, da to vre 10 minut. Po 10 minutah poberemo lovorjeve liste ven, pustimo, da se ta tekočina malo ohladi, da potem damo 6 žlic medu in pa sok ene limone. Ampak jaz sem dala medu manj. Nekako nisem pristala, da je tako sladko. Če recimo delamo za otroke, ki imajo radi sladko, pa ki jih malo posiljujemo s temi siropi, je mogoče dobrodejno, da se držimo, da damo 5-6 žlic medu. Jaz pa delam za manj medu, ker osnova je tisto, da se je lovor izlužil s kuhanjem, ko so se izlužile te sestavine in pa tudi C-vitamin ima svoj doprinos. Med pa tudi vsekakor je odličen za prehladna obolenja, za imunski sistem, pa še izboljša okus. Ampak pri tem siropu, da nam res koristi, tako kot mi želimo, je pomembno, da ga vzamemo vsako uro 0,3. V tem je tista, bi rekla, moč tega siropa. Recimo antibiotike otroci ali kdorkoli uživa recimo na 8 ur, na 12 ur, ker so tudi močni in tako ni za pretiravati, se moramo držati teh pravil. Ampak tukaj je pa tako, da vsako uro spijemo 0,3 in pa pijemo zraven veliko vode ali pa čaja. In imam primere, da res v enem dnevu ali 2 se pozdravi kašelj, smrkanje, prehladno obolenje, utrujenost, ker lovor vnaša v telo veliko energije, toplote in svetlobe. Na notranjem dvorišču Bistriškega gradu so minulo sredo oprizorili staro božično zgodbo v Hrestaču. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je predstavo, s katero so zarajali v prijetne božične dni, izvedel v lastni produkciji. Zgodbo o Hrestaču je predstavila direktorica Zavoda za kulturo Herta Žagar. Otroci so izdelovali voščilnice na temo Hrestača. Organizatorji so poskrbeli tudi za tople napitke in piškotke. Odbojkarice Bistrice so v Sloveniji bistriški športni dvorani v 9. krogu premagali ekipo Sobote, na koncu je bil rezultat 3-0. Tudi drugoliganški obračun med Bistričankami in Sobočankami so sebi v prid obrnile igralke trenerja Marka Pongračiča, ki so na domačem parketu s 3-0 premagali ekipo Sobote. To je bila tekma, ki smo enostavno mogli zmagati. To ni bilo vprašanje, če bomo popuščali ali če bomo res maksimalne moči dali. Res bilo je treba zmagati in mislim, da smo dobro opravili in da smo zasluženo zmagali. Prvi niso bolje začele Sobočanke, ki so bile v prednosti vse do rezultata 14-14, ko je za izenačenje poskrbela tokrat odlična Eva Rožanc. Ekipi sta bili nato poravnani, vse do rezultata 23-23, na kar so gostiteljice priigrale točko za dobljeni niz 25-23. Takšnega rezultata res nismo pričakovali, nismo prikazali tiste naše najboljše igre, vemo odigrati veliko bolje, ampak upajmo, da se bomo v naslednjih krogih pobrali. Tudi drugi niso sebi v prid obrnile domače igralke, bilo je 25-10. V tretjem že odločilnem nizu so povedle Sobočanke, Bistričanke pa so poravnale na 18-18.
Nato pa je sledila odprta končnica, ki je šla v podaljšek niza, katerega so dobile Bistričanke 27 proti 25 in si tako zagotovile zmago v tekmi. Ja, meni se zdi, da smo zmago pričakovali. Nismo vedeli, da bo 3:0, smo pa upali na to, potrudili smo se maksimalno. V tretjem nizu se je videlo, da smo malo izmučene. Tudi na mojem servisu se je videlo, ni bil najboljši, ampak mislim, da smo dobro izpeljali na koncu. Morda pa je prav ta zmaga že napoved za še boljše nadaljevanje prvenstvenih obračunov. Jaz mislim, da nam gre kar dobro, ker po zmagah, ki jih imamo, to so 4, sodeč bi v bistvu ostale do zdaj v ligi, če bi potegnili črto, ampak ni še konec. Košarkarji Bistrice so v 11. krogu 3. državne košarkarske lige Vzhod v Sloveniji Bistrički športni dvorani izgubili z ekipo Konjic z rezultatom 77 proti 63. Sosedski obračun med Bistričani in Konjičani je tokrat prepričljivo pripadel ekipi slovenskih Konjic. Bistričani, pri katerih je tokrat manjkal oboleli Juš Pešak, so bili enakovredni v prvi četrtini. Ta se je končala z rezultatom 21 proti 21. Drugi 10 minut igre so gosti odprli s trojko. V 6. minuti so vodili že s 30 proti 23. Nato še poizkus domačih, Hrovat je s trojko približal na 28 proti 30. Godec pa je gostitelje popeljal v vodstvo 31 proti 30. Kljub temu pa so Konjičani prvi polčas dobili z 40 proti 31. To pa je bila že napoved, da bodo točke tokrat romale v slovenske Konjice. Zdaj Bistrica je močna, velikost ima, moramo se sploh potruditi, ker nismo mi imeli danes nobenega velikega, smo mogli spodaj velikrat podvajati ali pa na moč nismo mogli veliko igrati in smo mogli na hitrosti. Po 3 odigranih četrtinah je bil rezultat na semaforju domači 55, gostje 63. V tej četrtini je svoje še do včeraj soigralce lovil svojimi koši Jan Novak, ki je na koncu le moral čestitati do včerajšnjim kolegom v ekipi Konjic. Iskreno, preslabo smo šli v tekmo, mogoče je bilo tudi malo podsedevanja. Trenirali nismo, bilo so poškodbe, bolezni, zdaj je sezona prehladu vsega. Tako da zdaj samo, da treniramo in je to. V zadnjih 10 minutah pa so se Bistričani povsem predali, kajti prvi kos so dosegli po 7 minutah igre v zadnji četrtini. Vsega skupaj pa so žogo skozi obrod spravili samo 4-krat. Poraz 14 točkami in 8 v prvenstvu pa Bistričanom ne obeta nič dobrega za nadaljevanje prvenstva v tretjeligaški konkurenci Vzhoda.